Lep pozdrav vsem in dobrodošli v prvi letošnji epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Za prvo epizodo v letu sem želel posneti nekaj posebnega in zelo sem navdušen, da sem k sodelovanju na današnjem posnetku prepričal nikogar drugega kot Ester Zupančič, mojo ženo. Vabilo je Eta seveda prejela že večkrat, že v samih začetkih mojega podcastanja, ampak se veste, kako je s tem, na res lepe stvari je treba v življenju počakati. No, jaz sicer drugačna Ester nisem čakal zelo dolgo. Približno 3 tedne potem, ko sem jo prvič videl in se na nek način zaljubil, sem jo tudi uspešno dobil za svojo punco in danes sva skupaj že več kot 12 let. Letos pa bova praznovala tudi 4. obletnico poroke. Ester je sicer po izobrazbi zobozdravnica, je seveda tudi mama, imava krasno punčko Mino in lahko rečem, da je moj podporni steber, moja najglasnejša navijačica in moj najljubši sogovornik in veliko zadev, ki mi jih je v življenju uspelo speljati, do danes se brez nje pač ne bi zgodilo. In tudi iz tega vidika sem navdušen, da se mi bo danes pridružila še na podcastu. Format današnjega pogovora je sicer malo drugačen. Danes bova odgovarjala na vaša vprašanja. Pred približno 1 tednom sem na svojem Instagramu pozval, da vprašate pač karkoli, kar bi vas zanimalo o naju, o najinih poklicih, o službi, o družini, o življenju, o filozofiji. In vprašanje je bilo res ogromno, so zelo raznolika, so zelo zanimiva in tudi pogovor, ki ga boste poslušali, bil zaradi vaših odličnih vprašanj meni osebno res fantastičen. Hvala, da me spremljate še v leto 2023, vsem poslušalcem in vsem vam želim, da bo to leto za vas čudovito in tako uspešno, kot ste si ga zamislili. Zdaj pa zaključujem tale uvodni del in gremo na pogovor. Živjo, Ester. Živjo. Kako si kaj? Ja, malo sem nervozna. Vem, ja. Zakaj si pa nervozna? Ja, tole meni ne gre najboljš, oziroma mi je neprijetno. Tole kaj? Upam, da ne pogovor z mano? Ne pogovor s tabo, seveda. Snemanje pogovora z mano? Snemanje pogovora, pika. Ja, okej. Ja, se vem, da ti je malo to, ko bi rekel, ni tvoja stvar najbolj, ampak če tako pogledaš, sva skupaj dala čez faks, pa šla sva na podeželje Zambije, pa enega otroka, ki je bil star 0 minut, sva dobila, je pač preživel in sva ga malo vzgojila že in tako. In v bistvu ta pogovor ni toliko strašljiv kot kakšne druge stvari, ki sva jih že zmagala. Najbrž, da ne. Tako da upam, da sem te instantno pomiril. Kakorkoli, ja, čisto malo konteksta. Prva epizoda v novem letu in sem ful si želel, da je malo posebna. Kot si ti malo posebna. Na lep način. Da se narobe sliši. Ja, ne, tako lepo posebno. Če ne, se ne bi poročil s tabo. In obenem sem se veselil tega pogovora, zato ker, se veš, ta podcast, kao umetnost lenarjenja, pa to, ampak jaz se v bistvu na te epizode ponavadi ful pripravim, pa tako preberemo naprej. In danes bo dejansko ta pogovor meni še najbolj blizu tega naslova, ker s tabo se pač meni ful preprosto pogovarjati, ful se rad pogovarjam. Dobila sva super veliko vprašanj, ful zanimivih in mi je tako, če si ti mogoče malo bolj nervozna, kot sicer sem jaz, mogoče danes so malo manj. Najbrž ti ni bilo toliko člankov treba prebrati. Ne, v bistvu sem prebral nič člankov, čeprav zdaj izgleda, da jaz ful člankov berem, ker si me tako pohvalila. Drugačih ne toliko, no. Ampak bral sem pa, preletel sem ta ful zanimiva vprašanja, ne vsak, ker jih je ful. Pa bova šla malo čez, pa bomo videli malo o zdravstvu, o zobozdravstvu, o življenju, tako no. Kar cool so, no, pa predvsem, ko sem rekel, da boš z mano, sem v ful navdušenih komentarjev in tam je bilo ful lepo. Ljudje si res želijo videti, spoznati tudi kaj tebe in kot si že rekla, da ti to ni toliko prijetno ponavadi, ne, če ne bi te že itak skozi objavljal, mislim, to se tudi narobe sliši, v bistvu bi te skozi vabil za sodelovanje na mojem Instagram tudi računam. Ja, se verjetno, zato je pa zanimivo, ne? Ker toliko naju z Mino ne izpostavljaš. Ja, sta taki ekskluzivni. Tako. Naslednja gostja bo Mina. Mina. Upam, da ona ne bo v takem stresu. Drugače, ko sem
objavil, da boš ti z mano, pa da bo odgovarjala na vprašanja, sem rekel, da lahko vprašajo karkoli, da sva drugač zdravnik, zobozdravnica, da sva starša, da ne vem, kaj bi še rekel nama, ampak da recimo rada jeva jajca za zajtrk. To sem takrat rekel in prvo vprašanje, ki sem ga dobil, je bilo, kaka jajca res sta najrajši? Tako da se mi zdi to zelo pomembno vprašanje, da začneva. Pomembno, ne vem. Je pa eno zanimivo dejstvo, ko sem jaz bila noseča, sem se zelo striktno držala tega, kaj smeš jesti in česa ne smeš jesti. Se spomnim. In nisem jedla nobenih surovih zadev, tako v smislu surovih rib, surovih jajc in tudi jajc na oko. Tega nisem po moje niti enega, čez celo nosečnost. In vsakeč, ko si ti za zajtrk to jedel, so se meni sline cedile in sem sanjala o dnevu, ko bom jaz rodila in bom tisti jajc si lahko prvošla. Ja. Tako da v bistvu od takrat, ko sem jaz rodila, jeva po moje za vsak zajtrk, ko si zaželiva jajca na oko. Ja, v bistvu za vsak zajtrk imamo malo časa. Malo več časa. Ja, ali po dežurstvu, ali za vikend, ko zjutraj, ko hitiš. Ampak to je prav tako smešno, veš, kdaj v nosečnosti, ne vem, ful pašejo ženski kumarce in pol še moški tako, kar na podzavestno začne tudi to ful tako si želeti jesti. Ali pa imaš tiste sympathy pain, da je ženska ima krče in pol tako moški, ja, mene tudi treba boli. Ja. Jaz pa ne, mislim pa prav tako podzavestno, takrat, ko si ti tako najbolj si želela teh jajc, pa si se jih izogibala, so meni tako najbolj pasala, jaz sem za vsako jutro hotel jesti jajca na oko, prav tako, da bi te podzavestno hotel zafrkavati. Pa obljubam, da ni bilo zares. Ja, se vem. Tako, toliko o jajcih, no. Evo, zdaj eno vprašanje takoj naprej. No, ok, mogoče greva na sklop. Faks najprej, ajde. Par sklopov je, ki sva dobivala tako malo bolj podobna vprašanja. In eno je, kako se soočati s stresom in velikimi izpiti na medicinski fakulteti. A se še kaj spomniš? Ja, mislim, jaz soočanje s stresom, to je bilo meni zelo težavno. Se ti spomniš dobro. Ja, ok. No, ti si bil meni največja opora v temu. Ampak se mi zdi, da itak vsak stres v povezavi s faksom drugače doživlja oziroma na različnih intenzitetah in meni je bilo to dost bolj stresno, kot je bilo tebi, ker se mi zdi, da že iz tega, kakšen karakter imaš, ker jaz sem zelo tako introvertirana, zelo sem rada bolj zase, bolj v tej zasebni družbi, nič kaj dost mi ni do spoznavanja novih ljudi in v tej povezavi tudi pač s temi profesori komunikacije in to meni je bilo to zelo tako že iz tega vidika. Ustni izpiti so tebi bili. Ustni izpiti, ja, se pisni so še nekako šli, ustni so mi bili pa nočna mora. To, kar si rekla, ja, ker meni pa so ustni bili v bistvu najbolj. Ja, ker ti si pač tak, ne, ti se pogovarjaš zelo tekoče, zelo ti je v bistvu to naravno. Ja, veš, to je drugače malo smotan, ne, ker profesor naj bi ocenil znanje, ne, ampak ful je nastop, to kot si rekla, če ti nastopaš samozavestno, pa ti kar tečejo besede, lahko tudi daj kaj neumen ga rečeš, pa če ne bo on tako ekstremno pozoren, si bo mislil, ok, ta ful znane. Če si ti ja, pa zatika... ali pa neki pač neki razglabljaš naprej in se znaš ven izvleči, če si tak, ne? Tako rečeš glumiš. Glumiš, ok, ja. Ja, jaz sem tudi zdaj glumil, no, ampak recimo, mislim, ker sem kdaj videl, ko sem se imela učila oba, ne, ful, pa sem se skupaj učila in pa sem ja ponavljala, tako. Ne vem, en dan pred izpitom, pa si ti vse vedela, kar sem ponavljala in pol te je pač isto stvar vprašal in nisi mogla povedati. Ne, in to se mi zdi, da je ta psihološka zavora, ki pol dobiš lahko slabšo oceno zaradi nje. Po drugi strani je pa mogoče to nek vrste trening za pol našo službo. Sigurno, ja. Sej, naša služba je zelo velik del službe naše komunikacija in pogovor in to. Sicer je to drugače, ko se moraš ti nekje izkazati in pokazati, kaj si se naučil in kaj znaš, kot pol, ko si s pacientom in nekako mu probaš približati, kar ti že veš in kar si že usvojil večkrat. Ja, malo vloge so malo obrnjene. Tako, v bistvu, ja. Pri pacientu si ti kot nadrejeni, ampak ti si avtoriteta, ti si uradna oseba, ne, in ne dokazuješ njemu v bistvu znanja, ampak mu skušaš, mislim, super je, če verjame, da veš, ker ti bo zaupal, ampak on te ne ocenjuje v resnici, on sam upa, da bo pač, mogoče deluje drugače na privatnem sektorju, če greš kenemu, ki mu ful plačaš, boš najbrž razmišljal, a on spozna, ampak ti si tam tist, ki mogoče ima pacient tremo, da te spozna. Čeprav ne vejo to pacienti, da imamo mi tudi
kdaj tremo. Če pa ti delaš z otroci, najbrž malo drugače to, kot pri nas. Ja, mislim, imaš pa tudi starša, ne, ki jih moraš nekako prepričati, da si ti dosti kompetenten za to. Ja, v bistvu ja. Zato sem hotel biti pediater, ker imaš v bistvu dva pacienta hkrati. Tako je, ja. Ena stvar, ki je meni drugače ful pomagala, čistko mentaliteta pri teh ustnih izpitih, če je kdo, ki ima to ful isto težavo, da je moj blazen stres, je sam, da res dobro razmisliš, kaj je v bistvu poanta ustnega izpita. Ne? Ker jaz sem to videl, pač to je bila kdaj nervoza kolektivna v letniku, ko so bili razpored ustnih izpitov in recimo 1/3 ljudi je padla k enemu profesorju, ki je kao ful neprijeten, ne? In pa so te zgodbe krožile, on meče samo zato, ker hoče, da vsi padejo, on je ful grozen, njemu ne smeš omeniti tega, In pol v bistvu so ljudje nekako kršli na izpit z miselnostjo, on je tam, da me zafrkava. Čeprav v resnici, zakaj je pač profesor tam in zakaj je vsak ustni izpit namen je, da ti pokažeš, kaj si se naučil doslej. Pač v bistvu ti si se učil recimo 1 mesec in zdaj je super priložnost, da to pokažeš. Če greš tja ne kot neko traumatično izkušnjo pričakovati, ampak kot, super, hvala za priložnost, da zdaj pokažem, kar si se naučil, pa si tudi vesel, ko te on vpraša in lahko govoriš. Jaz ne to tako na ta način gledam. Ja, vse to je zelo dobro, v bistvu taktika. Meni sicer, ne vem, v bistvu ne bi znala odgovoriti na to tvoje prvotno vprašanje, kako sem se soočala s stresom, ker se mi zdi, da sem mogla samo to čez dati. V bistvu mi kaj dosti ni pomagalo. V bistvu nima veze, kako se soočiš, ker bo prišel in pa bo tudi enkrat šel. Ja. Mogoče je bolj važno, da ustrajaš, ne vem. V bistvu, ja. Ker ti je težko, pač greš naprej. Kada bi rekel, kako se ti soočaš s tem, da je zdaj dež na avtocesti, pa moraš furati. Pa si tako, ja ne vem, pač fural bom čim bolj previdno, ampak počasi pa šel naprej, na ta način. Ne? Ja. V bistvu sem ful napovedoval ta sklop faks, ampak kakor zdaj gledam, se mi zdi, da sploh ni neki veliko vprašanj o faks. Aha, mogoče ta, kje in kdaj sta se spoznala? V povezavi s faksom. Ja, se je v bistvu. Ja, spoznala sva se tako uradno. Uradno. Ja, no tako, da sva se predstavila drugmu, ne? Ne uradno sva se že prej. Pa če sem te že prej videla, ne, ti mene nisi. Jaz sem 2 metra visok. Ti si bil, ja, in tudi zelo opazen tudi na predavanjih, ker si se skozi nekaj oglašal in skozi spraševal in tako. Ampak so bila sama dobra vprašanja. Ja, itak. Ja, tako, da sva se spoznala, je bilo pa na Pajzlu. To je famozen žur medicinske fakultete. Pajzel je en kraj, ki so ga porušali ali pa ga zdaj kar bojo, kar je kar žalostno. Študijski prostori kao in ne vem, koliko je po 3-krat na leto se je pa spremenili v tak zelo kulten žur, ki si ga zdaj sploh več ne predstavljam, ker to smo takrat, ko si not v sam Pajzel šel, si stal tako eno ob drugmu, da če je en kihno v enem prostoru, so vsi zboleli po moje, tako da zdaj v tem času sploh ne vem, kako bi to šlo. Ampak mi sem se pred Pajzlom spoznala in vem, da si ti pristopila do mene. Evo, pa toliko se hvališ, da si introvertirana. Hvalim. Ja. In si rekla, ti si ko ful sprašuje. Tako je. In meni je to ful zabavna zgodba, zato ker dokazuje, da če si tako geek, pa sediš v prvi vrsti, pa si prebereš vnaprej stvari, pa pol ful dviguješ roke, pa mogoče dobiš od punco zaradi tega. Vem pa, da takrat, ko si prišla do mene in si to rekla, in sem te jaz videl, sem bil tako, to je pač, meni si bila ti toliko lušna punca, da se prav spomnim, ko sem se kar tako malo strezno, ko takrat sem malo pila neka piva in sem si tako rekel, zdaj moram biti pa čist pri sebi, pa vse narediti pravilno. Tako da je to bilo lušno. No. Je lušna zgodba, taka malo izven enih karakterjev, se mi zdi, da sva oba. A to, da si ti ekstrovertirana, pa da sem jaz strezen. Tako je. Upam, da ne. Ne, to ne. Ja, je malo izven karakter, ker pač, če bi jaz rekel, kako bi pričakoval, da sem se jaz poznala, bi zihar rekel, da sem te jaz nekje videl in si mi všeč in sem prišel do tebe in ful veliko govoril. Ja. In potem se ti bila tako, pač, naj pove, bomo videli. Drugač pa, poleg tega vprašanja, dejansko še eno, ki se malo veže na faks. Malo bova skakala, ampak to je narava take epizode. Kdaj študent dentalne medicine naredi prvo zalivko na pacientu? Če se prav spomnim, je v 4. letniku predmet propedeutika, kjer imaš prvi stik s pacienti in takrat se začne najprej tisto, da vzameš anamnezo, status. A to smo imeli, ampak to isto kot mi, ne?
Mislim, to je zobozdravniška anamneza, zobozdravniški status. A niste imeli vi iste? Smo imeli tudi propedeutiko, internistično propedeutiko, ampak tudi to stomatološko propedeutiko. Propedeutika je drugačen tako za ljudi, tudi za študente medicine prvi stik s kliniko je to, da pač priješ ti na oddelek in se učiš, kaj moraš vprašati bolnika, pa kako ga pregledati. In vi ste imeli pa to še svojo. In si pač, a to se na kliniki stomatološki. Na kliniki, ja. In takrat si tudi delal zalivke. Takrat si pa v bistvu naredil, kar je bilo potrebno in ponavadi so bile to kakšne zalivke. No. Ja, pa to je res meni ful smešna zgodba, pa ne vem, si mi ti to govorila takrat, ali, da pač, če en pride na stomatološko kliniko k nekemu specialistu, pa je tako, ja, ne vem, jaz rabim tle te zalivke, pa to, pa on reče, ja, v bistvu jaz imam, ne vem, pol leta čakalno dobo, lahko pa danes greš k študentu, pa ti študent naredi. Ja, to sicer vem, če lih za to epizodo za javno razlagati, ampak ja, tako nekako gre. Ja, nekako se mora naučiti. Ja, mislim, da on je pač ful zaposlena, ne, ta mentor najbrž in ne more toliko ljudi sprejeti. Ja, tam na stomatološki kliniki so specialisti zaposleni, vsi, ki so zaposleni, tam so specialisti neke stroke. In večinoma je tako, da te pacienti, ki pridejo na vaje, so v bistvu napoteni strani svojega osebnega zobozdravnika, ker je precenil, da on tega ne zmore oziroma, ne vem, nima toliko časa, da bi naredil malo obsežnejše stvari ali pa so to kakšne zahtevnejše in pač pošlje k specialistu in potem te specialisti imajo toliko teh pacientov v čakalni vrsti, da za nekatere rečejo, da lahko grejo na vaje, kar pomeni, da precenijo, da je dovolj ustrezno za študente, se to niso zdaj najbolj zahtevni pacienti. Pa itak je tam nekdo, ki je mentor. Ne, točno to, ja. Potem pa se itak pacient se mora strinjati in potem je na vajah, medtem ko pacient najprej naredi pregled in pol vsak korak, vsak res najmanjši korak mentor preveri, pogleda, če je dovolj dobro, odobri ali pa reče, tukaj moraš še ali pa še sam kaj popraviti, tako da to je zelo, zelo nadzorovano. Da ne bo zdaj to izgleda, da se študenti učijo na najzahtevnejših primerih. Da bo nekomu rekel, zdaj zobozdravnik, to jaz ne znam, 15 stomatološko, bom tako, ne, vse je v redu. Jaz bi raje bil prvi. Se študent itak ni še odgovoren sam, ne, tako da se ne more sam tega narediti. Tako da je pa ta vajalnica, jaz sem nikoli nisem bil, sem pa videl tvoje slike, tako ful enih stolov teh zobozdravniških, ali nisem ful, ne, 10, koliko jih je na kupu in pol. Taka zanimiva zgledana. Ja, zanimiva izkušnja za pacienta, sigurno. Mislim, tako podobno je bilo mene enkrat, ko sem bil na vajah iz urologije in sem pač tam bil pri enem urologu in je prišel v klinični center en bolnik, kako kao, ne vem, kaj je imel, boleča ejakulacija ali neke take težave in je urolog meni tako, da je tipa zdaj pač njemu potipati prostato. Jaz sem bil študent, nisem še nikoli v življenju tipati prostate, ne vem, moj prvi rektalni pregled, ok, grem, ne. Dam pač ta prst urit, tipam mu na prostato, prijem do tega pač specialista in on tako, kako je bilo, pa jaz tako, ja pač ne vem, v bistvu je bila pač elastična, ne boleča in on tako začne kar pisati izvid noter. Ja, prostata na vtip, elastična, ne, in jaz tako njemu pač, hvala za zaupanje, jaz sem prvič v življenju to probavam, veš, aloh, prosim, mislim, 5 moš še ti dati prst urit pa probi, ker jaz ne bom tle se podpisal, da je to res, ne, kaj če ima v resnici raka, pa jaz še nikoli tega nisem znal delati, ne, tako da mislim, to vključevanje študentov, pripravnikov, vsega v delo se mi zdi v naši službi tako ful je nujno, ampak res je nujno, da je mentor, da se pobriga, ne, in tako si rekla, vsako stopno preveri, koncev je tudi on pod spodaj podpisan pod to. In zdaj je v bistvu navezan na te pogovore, ki jih imamo, eno vprašanje, če bi Ester lahko izbirala, David ostane zdravnik ali postane natakar? Natakar? Odkje pa ta ideja? Pazi, v oklepaju, plača je ista. Tako da razmisel, a bi bil natakar za plačo mladega zdravnika ali ostanem zdravnik? Jaz bom vedno trdila, da David je ustvarjen oziroma da nekako je poklican ali pa da mu je zelo, zelo pisano na kožo biti zdravnik. Ja, tle neki zmajuje z glavo. Dokončaj misel. Ja, mislim, lej, če bi ti rekel meni, moja življenjska želja je, da bi stregel Coca-Colo do konca, bi si rekla, itak da pol natakar, ne, ampak ker se mi zdi, da ti res dobro funkcioniraš v službi, kjer imaš stik z ljudmi, kjer lahko nekaj narediš in se to pokaže kot, ne vem, koristno ali pa da pomagaš sočloveku, da te to v bistvu izpolnjuje in da vidim, kakšen prideš domov, da kako navdušeno razlagaš o svoji službi, kaj si tistemu pacientu naredil, da danes si pa punktiral, da danes si pa,
meningitis prepoznal, ker vidim, kako ti žarijo oči, pač to je to, ne, to je. Ne gre samo za denar, no, tu je tukaj tudi, kaj delaš vsak dan in kako se ob tem počutiš. Tako da jaz mislim, jaz bi takoj rekla zdravnik. Seveda pa zdaj, če bova razglabljala še naprej o stanju in razmerah, to je pa pol druga zgodba. Ne? Ja, v bistvu po mojem je malo bilo tudi tako iz vidika vprašanje, da bi imel malo bolj predvidljiv urnik, malo manj obremenitev, ker to je pač zelo lepo, kar misliš in to si mi že tudi parkrat rekla. No. In jaz, da veš, tudi se strinjam, jaz se opazujem in jaz vidim, da me to veseli in da bi to rad delal. Pa sam ob teh razmerah, ki jih imamo, sploh mogoče zdaj po COVID-u, skozi bolj razmišljaš to, do kam si pa pač pripravljen še delati. Ja, seveda, ja, se to je pol drugo vprašanje, ko v bistvu moraš tudi malo preseb razčistiti, koliko tebi to pomeni oziroma koliko si pripravljen sebe dati in svojega časa za službo, ki je konec koncev samo služba. Zdaj, če bi izbiral med natakar in zdravnik, bi še zmeraj rekla zdravnik. Okay. Ja, cool. Pa bom mogoče zaenkrat še ostal zdravnik. Pa gremo malo iz zdravnika na zobozdravnika, sprav tebe. Lahko malo ta mit o strupenem fluoridu pretresete? Jaz ne vem, jaz tega mita ne poznam drugače. A si slišala? Ja, to je taka fama kot, kaj zvem, da cepljenje povzroča avtizem. Ne vem točno, kje se je začel, ampak se mi zdi, da itak, to je tako vprašanje kot, a je strupen paracetamol. Seveda je, če ga ti vzameš, ne vem koliko, ne. Če vzameš celo škatlico, ne boš pač preživel najbrž. Ja, seveda, ampak poanta fluorida je pa, kaj zdaj? To je v zobnih pastah, ne? Ja, ali je tudi v vodi pri nas? Ali to je nekje? Ne vem. Ne vem, mislim, da ne. Ne vem, ene države... Ja, eni dodajajo, ja, mislim, da. V Ameriki, ne vem. V zobnih pastah je oglavljeno. Ja, v zobnih pastah je točno v taki koncentraciji, kot je precenjeno oziroma dokazano, da učinkuje, ampak ni strup. Ja. A ne, se pravi, ne fluorid ni strup. Če si umivaš zobno pasto s fluoridi, ne boš zastrupil možganov. Je zelo koristno, ker v bistvu se vgrajuje v sklenino in pač je to dodatna zaščita proti kariesu. Tako da to je nekaj, kar bojo vsi zobozdravniki vedno priporočali. Ja, cool. Maja sprašuje, kaj je Ester najbolj všeč v poklicu kot zobozdravnica? Prav najbolj všeč od vseh čudovitih stvari. Je po moje rezultata, ne? Kako ti popraviš zob, ki je pač kariozen, ki je pač neglih za videti lepo. In je potem na koncu lep in bel in potem tisto zboliraš in pacient je vesel, to je pač tako, ne? Ali pa najbrž, če priješ na kakšen kontrolni pregled, pa ti povedati, da ga ne boli več, pa ti... Ja, da si mu v bistvu odrešil težave. To je tudi v medicini najlepše, v bistvu. Kdaj si dežuren, pa narediš tako par odločitev, pa pol leta greš domov, pa recimo vikend, pa priješ v ponedeljek in pol jaz vedno za določene bolnike grem gledati za nazaj, pol kaj je bilo naprej, ne? A se je on slabšel, a je bila ta bakterija izograna, ne? In pa vidiš recimo, da si naredil ful dobro odločitev. In si kar tako cel dan malo boljše volje, se mi zdi. Ker valjda, kdaj tudi narediš napačno, ne, in pa se kakor toliko bolj sekiraš. Pod vprašanje je, a res ne smeš zobne paste splakniti, ko si umiješ zobe? Ja, to je pa res. Ampak jaz jo. To sem čakal, ja. Jaz jo, mislim. Nekako to je pa stvar navadeno. Drugač, smisel fluorida, ki je v zobnih pastah, je, da se to vgradi v sklenino, kar pomeni, da ni priporočljivo, da se to splakuje potem, ko ti to nekako namažeš oziroma naneseš na zobe. Ja, in zaradi tega se naj ne bi splakovali. Ampak, ja. Razumem. Sam, meni recimo, jaz si pa še ustno vodico, ok, tisti ne splaknem, ampak to pa, tako občutek imam, da si nisem do konca umil. Ja, malo je tako, malo ti tudi lahko škrta, če pustiš pasto gor. Zakaj pa nitkanje zob tako ključno? Če se ne motim, si ga izpostavil kot edini nasvet za življenje. Wow. To ne vem, če sem ga tako na ta način, ampak sem poudaril, kaj je. Ja, to je tudi v tistem govoru od Baz Luhrmanna, ali kdo je že to napisal? Wear sunscreen. In potem je tudi, to so kao nasveti za življenje, eden je tudi floss. Ja. In to je zelo, to je zelo tako, ja.
v bistvu je to nekakšen self-care oziroma osnovna higiena, ki jo bi priporočil vsakmu. Zato, ker ščetkanje ne očisti vseh površin. To je pač odgovor na to. In v bistvu, medzobni prostori ostanejo umazani, oziroma tam so še zmeraj bakterije in jih je treba pač odstraniti s tem, da nitkamo. Eno vprašanje vmes, ki zdaj ga ne najdem, ampak je bilo tudi pol, mogoče ga lahko povežeš s tem, kako se znebiti slabega zadaha. To je, se mi zdi velikrat, ko si začneš nitkat, pa kdaj pač, vem, zavonjaš, kaj ostane na uni nitki, vidiš, odkje je slab zadah. Sigurno, dejansko. Ena od rešitev. Eva sprašuje, oba partnerja v medicini, je to prednost ali slabost za zvezo? A prav za zvezo? Ja. Ker drugače se mi zdi, da je tega ful, ne vem, ali pa tako samo občutek, ampak se mi zdi, da je veliko zdravnikov ima zdravnike za partnerje, ali pa pač, zoba zdravnikov manj, no. Mogoče res, ker smo na faksu toliko skupaj, pa se takrat spoznaš. V takih letih si, ja. Kaj ti misliš, slabost ali prednost? Nisem nikoli v bistvu tako razmišljala. Jaz sem pa tako drugače. Vsak teden, po mojem vsak teden enkrat pomislim, kako sem vesel, da nisi zdravnica. Res, pač ko, že itak je težko, ne. Pa imaš ti zdaj zaenkrat, če sta malo pač 4-urno službo, pa boš imela pač 8, ampak ne vem, kako te ljudje, ki recimo oba dežurata, veš, pa ima nekdo 24 ur v ponedeljek, drug v torek, en ima pol 5 v četrtek, en ima 12 ur čez vikend, pol skozi neki babice, skozi se menjaš, skozi noben ne spi, ne vem, kdaj greš na izlet skupaj. Meni že zdaj, ko jaz dežuram, se mi zdi to družinsko življenje kar naporno iz tega vidika. In pa velikrat razmislim, kaj če pač bi še ti, kdaj bi mi bili družina, kdaj bi bili sploh spočiti na ta način. Odkar imava ta malo, no, to predvsem razmišljam. A ti nisi to nikoli tako? Ja, mislim, dva zdravnika, to je druga zgodba kot zobozdravnik in zdravnik. To je še več, še več obremenitev, še več službe. Zobozdravnik pa zdravnik se mi pa zdi čisto v redu kombinacija. Ne vem, zakaj bi bila to slabost. No. Nekako tudi malo razumeš, v kakšnem stanju dela partner, ker ti delaš v bistvu v zdravstvu. Prednosti so tudi, no, se ne me narobe razume. Tudi če bi bila oba zdravnika, veš, pa imaš pa recimo en je, ne vem, neurolog, drug je infektolog, konec se lahko ful pomagata, veš, vprašanja, se kličeš vmes, tle imam tega, kaj ti misliš, a priješ pogledat, ne vem, na ta način. Tako da so zihar tudi prednosti, jaz zdaj čisto iz vidika starševstva gledam in se mi zdi, da je to ful. Ja, bolj težje je, ja. Ali verjameš v ljubezen na prvi pogled, Ester? To je tisto, ali grem še enkrat mimo. Ja, mislim, jaz na ljubezen, da bi se zdaj globoko življenjsko zaljubil, ne. Verjamem pa, da ti en pač dost bolj pritegne pogled, kot kakšen drug, to pa... Ne. Jaz sem en ful krasen govor enkrat poslušal, kaj je en govoril, da se človek ne zaljubi tako instantno zaradi ene stvari. Recimo, da nekoga vidiš in pol si misliš, da sem pa zaljubljen, ali pa, nisem čisto nor na njega, torej to ne more biti res. In tudi recimo, dobiš punco in z njo živiš en let in ni tako, da pač te ona pogleda in je zaljubljena in zdaj skupaj živita. In pol ljudje po 2 tednih recimo rečejo, to ni to, jaz ne morem biti s tabo, ker ne čutim, ne vem, iskrice pa karkoli. In ta človek je takrat rekel, da to je kot umivanje zob, da vsak dan 2 minuti umivaš zobe. Ne umivaš jih enkrat na mesec 2 uri. In tudi v bistvu neka razmerje in ljubezen ni tako, da zdaj enkrat na teden pa greva na večerjo, pa bo ful dobro, ali pa enkrat na teden ti bom rekel, ful si lepa in to je to. Ampak v bistvu vsak dan je pozornosti, da jutri, ko se zbudiš, rečeš dobro jutro, a si dobro spala, preden vzameš telefon. Ko priješ domov, se usedeš in iskreno rečeš, kakšen je bil tvoj dan. Te vsak dan je male stvari, da ko ti razlaga partner nekaj, da poslušaš, da ne sileš, če mu ni do pogovora. Da so te vsak dan je male, ta podcast si hotela, pa si rekla, nisem te silo, no. Ampak te vsak dan je male stvari, so tisto, kar se stav in pol se eno jutro zbudiš in rečeš, jaz pač sem zaljubljen v tega človeka. In ne veš zakaj, ne veš, kdaj je bila tista predskočna, prelomen trenutek. Ne veš pač, ker to se je sestavljalo počasi.
To kot mogoče, če boš hodil v fitness redno 2 leti, boš enkrat se pogledal v gledalo, boš rekel, ok, jaz imam pa res, jaz imam močne roke. Pa ni bilo tako, da en dan si šel, pa nisi imel, in pa si prišel domov in si imel. Ni bilo tako. Ampak te male spremembe in ljudje se mi zdi, v zvezi si morajo tudi dati čas, seveda mora funkcionirati, ne, ampak si dati čas in se zaljubiti, ne pač da se vidiš pa. Ja, sicer je pa res, da se mi zdi, da pa obstaja neka ta začetna kemija, ki je med določenimi ljudmi močnejša kot med drugimi. Ne? Definitivno. Na ta način sploh greš čez neko prvo sito, ne? Da Ja, pač rečeš, ja. bom probil. Če sploh, rečeš ne. temu ljubezen na prvi pogled, polja. Ne? Ja, da to bi lahko rekel. Ne. Ok, da vidim, kaj so še kaj spraševali. Ok, da slišimo. Ester, a je Davida v narekovaju slava kaj spremenila? Ne, mislim, ne. Ne. Zato, ker še ni slaven. Ne, veš. Ne, je, To mislim, mora slaven. počakati, ja. Kaj to pomeni, ampak ne, ni. Mi je pa ful dobro, če sva kje na kavi, pa nekdo pride pa reče, ful dobra knjiga, pa sem pa jaz, hvala, lepo od tebe, in pa sem ful ponosen, tako kao, to je Ester, ki je prebral mojo knjigo. Pač, te številke so ful nore, če glede knjige, jaz tle doma sedim, pa mi založba piše, tako ne vem, 5000 izvodov prodanih, 10 000, pa si tako v glavi, super, očitno se kar bere, pa sploh ne dojameš, Ja, to koliko je to veliko ljudi. Ja. In jaz sem toliko hvaležen, da folk pač dejansko bere to, kar sem napisal. Res to mi je tako, res mi je veliko pomembno. Ok, kaj pa vidva, sprašuje Tanja. Taka služba in otrok, kje je potem čas samo za vaju, ali sploh je? Se mi zdi, da je to spet mal tisto odgovor tvoj. 2 minuti na dan. Pač mal ga je, ne. Zdaj, da bi rekel čas za naju vsak dan. Ne vem, koliko Da ga bi ni. tako 2 uri imela sam, da gledava Ja. skupaj filme. Pa, v bistvu, Ampak se mi zdi pa, da vse en pa nekako si vzameva čas, da se posvetiva. Tudi to, ne, pojeva zvečer, večerjo skupaj, ali pa ti meni poveš, kako je v službi. Ali pa, ne vem. Pa so tako te vikend oddihi, recimo, ko vsake toliko si vzameva res popoldan na off. Dobiva eno varstvo za ta malo in potem greva recimo na kosilo ali pa mal po mestu ali pa tako, ne, to. ja, to je ful lepo. To je ful, Ker ja, dobiva to varstvo, ful pa veliko greva lahko na pomeni. večerjo ali pa kaj. Ja. Je pa tudi ta nek čas, ki zdaj, ko imaš družino, ni več samo pač čas za naju, a ne? Ampak jaz tudi kdaj gledam tako naš čas skupaj. ne. Ker Družinski, cel čas pa midva ja. tako sediva tle te igralnici sreddnevne, pa Mina mal pleza po meni, pa mal po tebi, pa tam nekaj poje, pa nekaj hotokol, pa se mi da še vedno pač lahko pogovarjava, pa družba, pa je to ful lep čas, pač ni zdaj striktno naj, ne bova svojih najljubših filmov gledala, pač ne bova se tam strastno poljubljala, ampak je to nek družinski čas, ki ti tako neskončno pomeni, a ne? Tako da iz tega vidika. Jaz bi rekel, da v resnici pač sva manj skupaj, kot bi bila, če jaz ne bi delal nočnih, ampak bolj je to, da imaš otroka, te bolj. Sploh se spomnim takrat tik po rojstvu, v začetnih mestih, se tisto spomnim, še imel jaz kar krizo, ker se mi je zdelo, da v bistvu sva samo midva za Mino in sva kot neka sodelavca, da bo ta mali buhtel preživel pa zrasel in ni tle najne tako povezanosti, kot prej, da imava dolge pogovore, da sva skupaj, da uživava, da v bistvu so bila, ali en spal pa bil drug z njo, ali drug spal pa bil z njo, pol smo šli okoli, pa smo jo hranili, kdo jo bo previl, tako. Se mi zdi, da je to kar standardno po rojstvu, da se to veliko parom zgodi. Ampak se to potem nekako tudi otrok mal zraste, mal se ga lahko da v varstvo in pa je to lažje. Ja, zdaj je že ful lažje, recimo. Vem, da je bilo še ene par podobnih vprašanj glede tega. Kako sta si delila prve tedne po rojstvu otroka? Kako delila? Jaz to razumem kot pač, kako sva sodelovala, ali ne vem. Aha. Ne vem, noben ni spal. Jaz sem drugače imel takrat 2 meseca po rojstvu Frej, ne. Sem imel dopust, pa še očetovski in se mi zdi, da to bo kar ključno. Delila pa, ne vem, pač vse čisto naravno. Ti si dojila, pa si šla malo spat, pa sem jo jaz nosil okoli, pa smo kupčkali, pa ne vem, tako. Ni bilo ful prijetno, no. Jaz nimam tega obdobja v lepem spominu. Ne, jaz tudi ne najbolj. Tudi zato, ker je bilo ta situacija s tem stanovanjem, ko so nam fasado menjali oziroma prenavljali. Tle je bilo vse zagrajen, rulete smo imeli skozi spuščene, tako je bilo dost
naporno je bilo tudi tako z tega vidika. Ja, ful, ja. Tle je lahko to pod vprašanje od Tjaše. Katere stvari so vaju kot novo pečena starša najbolj šokirale, kar se tiče dojenčka in otroka? Po mojem to, da na začetku nekako sva, mislim, da oba pričakvala, da bova tudi lahko nekako, da bomo vsi skupaj družno počivali, pa tega ni bilo do, ne vem, 5. meseca, po moje, ne. A ti si to pričakvala? Jaz sem malo mislila, da bova midva njo lahko malo uspavljala in pa bomo vsi skupaj malo šli spat, ne. Ampak v bistvu to na začetku ni tako, vsaj pa nas ni bilo. In do 5. meseca se pač mina, v bistvu je spala tako ali v nosilki, ali v rokah, da si, če si odložil, je bilo pa lih tako 10 minut, pa se je pa zbudila. To je, zelo je hotla biti. Tako da to je bilo, bližino, ja, to je bilo meni najbolj naporno v bistvu. Po drugi strani pa hočeš dati to bližino, ko veš, da je psihološko ful dobro za njo, da jo ima, ne? Ja. In pol tam sediš. Drugač, evo, iskreno, v 1. mesecu po rojstvu mine sem jaz pogledal več serij, kot v po moje letu ali pa 2 letih prej. Ker se spomnim, pač ti si recimo šla spat za par ur zvečer, jaz sem si tam okoli 9 zvečer naredil eno ogromno turško kavo in pa sem pač jo nosil po stanovanju, malo flaške, malo to in pa je zaspala v naročju. In ni bilo šans, da jo jaz odložim, če sem jo odložil, je začela jokati. In pa sem sedel pač na kavču, obrnil sem jo tako, da ji ni ta modra svetloba v oči sevala in sem recimo od 11 do 2 gledal serije, pa se je hotela podojiti, sem jo nesel v te, pa je pač 100 par ur spala tako sama, no, ampak to recimo to bližino, mislim, nisi je mogel dati z rok, no, to je tudi mene kar šokiralo. Druga stvar je bila pa tako, pač meni je bilo ful težko, res ful težko, ko se je pojavil še en človek, ki ga imaš toliko rad in za katerega te toliko skrbi. Ker prej sem bil jaz, pač itak skrbite, če tebe kaj boli, če si bolan, pa pač zate me je skrbel, ker si kdaj, ne vem, šla na izlet ven, pa si tam neki v Veliki Britaniji ste šli s puncami, pa si se nekaj zastrupila s hrano, pač take stvari, ne. Po Irski. V Irski, ja. In pa pride pač ta otroček in je pač rumen in se nekaj zvija in pa si tako, ama krče, a to, a je kako, a ni, a more. Jaz sem bil kar živčen takrat, no. Jaz zdaj pri drugem otroku računam, da bom bistveno manj, vsaj upam, no. Ampak to, no, vmes sem pomislil, zakaj sem zdaj ustvarila še eno bitje, ki ga toliko obožujem, da me lahko zdaj zanj skrbi. Pač to mi je bilo tako. Ampak to ni bil announcement, prosim. Česa? Drugega otroka. Ja, ne bom na podcastu tega najprej povedal. Brez skrbi. Boš ti kakšno vprašanje izbrala, da nam sam jaz malo poskroli. Pa ful je dobrih. Ali skupaj trenirata čuječnost, menita, da lahko par funkcionira, če to trenira samo en partner? Mi dva drugač velikrat skupaj meditirava zvečer. V bistvu sem imela na obdobje, ko sva kar vsak večer, se mi zdi. Ja, to se mi zdi tako. Ne bi rekla, da je to zdaj ključno za to, da funkcionirava kot par, je pa sigurno za osebno rast in potem tudi posledično pol kot par pol fajn funkcioniraš. Ampak je pa to ful fajn vaja za v bistvu sproščanje, za nekako za zaključevanje dneva in tako. Ja, mislim, jaz definitivno mislim, da lahko to funkcionira, če samo en dela. Seveda, ja, to sem mislila. Ja, ampak to je ful lepo. Ful lepo, da, ker tudi imaš koga, ki bi tako bil, kva to delaš, da greva gledati TV. Ne. Ful lepo, da se lahko skupaj zvečer umiriš, pa malo ustaviš, pa tudi pač ždiš in dihaš in se mi zdi, da zdaj, ko sva to prebrala, se mi zdi, da bom spet probal doseči to, da spet redno to delava vsak dan. Kar malo še pogled, če je še kaj zanimivega. Ja, ful je velik. Ja, ti kar umir. Vmes, ko iščeš, imam jaz eno vprašanje zate. A si naredila letos kakšno novoletno zaobljubo? Joj, ne, nisem. Jaz tega ne počnem, zato ker se mi zdi, da je novoletna zaobljuba lahko pač vsakodnevna zaobljuba, lahko pač jaz se danes spomnim, kaj bom oziroma kaj si želim za naprej in se mi zdi nekako nesmiselno to za novo leto delati. Je res, da je neko novo obdobje mogoče, novo leto, ampak vseeno jaz to ne počnem že. Ker lahko vsak dan rečeš, danes bom to spremenil. Ja, tako. Ampak a to narediš? Mislim, razumem, kaj praviš, ful razumem, ampak se mi zdi, da to, kar je novo leto toliko prelomno, se kdo pol dejansko brcne v rit in se kaj odloči. Ja, ne, to je super, ja, to je super, samo v smislu... Jaz bi lahko vsak dan začel zdravo jesti, če bi hotel, pa si tako, zakaj pa nočeš pa tako, ma da vem, pust me, pa prije nov let pa je on tako,
ok, jaz že ful dolgo hočem zdravo jesti, evo, s 1. januarjem, pustimo zdaj, koliko ljudi se to drži, jaz samo vem, da je v mojem fitnessu ful gužva, zdaj v zadnjem tednu bila, pridejo tisti novi. In jaz pač, moja stvar, ki sem rekel z novim letom, res, da bom začel malo spet trenirati. No. In druga stvar, da bom malo manj delal te stvari ob službi na Instagramu in to. No. Ker... Ja, ne, vse drugače super, ne? Čist podpiram. Meni se zdi, da bolj prelomnica v smislu, da če je tep novo leto taka prelomnica, meni ni, no. Pač iskreno se mi ne zdi zdaj, da bo s 1. januarjem pa lahko ful stvari drugače. Se mi zdi, da bolj prelomnice v mojem osebnem življenju, da so bolj nekako meni relevantne, recimo vrnitev v službo nazaj iz porodniške, ne, takrat bi lahko rekla, ne vem, zdaj pa grem nazaj v službo, zdaj bom pa, ne vem, bolj zdravo jedla ali karkoli. Ampak ne, pač nimam nobene novoletne zaobljube. A si našla kaj? Ne, daj ti še pogled. Da jaz pogledam. Ja. Eno sem prej videl, sem tleh je ful, bom jo probal najti, ampak recimo tle je ena stvar, kako sta prišla do ugotovitve, da je pravi čas za škrata? Škrata mislijo otroka, ne vrtni škrat, upam, da to je razumljivo. Ja. Kaj misliš ti? V bistvu... Vsi vemo, oba veva, kdo je bil tist, ki je prišel do te odločitve. Želja se je pojavila. Ja, ne? Tako. Se mi pa zdi, da ni glih, da nisva glih analizirala, kdaj bo pravi čas, pa kaj se mora zgoditi, pa ne vem kaj. Nekako se je želja pojavila in pol sva rekla, dejva, ne. V bistvu se mi zdi, ti si bila ful, tako se mi zdi pripravljena. Bila si, zelo si želela, jaz sem si pa želel, ampak sem se ful bal. Jaz sem bil bolj tako racionalno, kao, ok, zdaj jaz rabim specialističen izpit, doktorat, hiša brez kredita, pač urejen vse v življenju, da lahko dobim otroka, psihično moram biti miren, spati moram dobro, kada bom kdaj v lifeu, kada bo kdaj v lifeu res vse tako se sestavil, ne. Ja. In jaz rad, ko me kdo vpraša, kdaj je čas za otroka, povem, da se mi zdi, da je to tako, kot je rekla Rosa Luxemburg za revolucijo, da zmeri je prezgodi, ampak če čakaš popoln čas, pa nikoli ne pride. Da ti moraš narediti nek ta leap of faith, moraš reči, mislim, da bo šlo, konc koncev pa, ko otrok pride, itak nimaš izbire, pa zanj ga moraš biti najboljši, najbolj miren. Mislim, in potem si ne. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da težko odgovoriva za vsakega posebej. Jaz lahko sam rečem, da moraš biti pogumen, pa si pač upati. No. Ja, pa želeti, to je pa prva stvar. To je pa prva stvar. A ja, pa ta, ne, da ne probaš rešiti razmerja s tem, da imaš otroka. No, to pa se mi zdi, da je že kar... Jaz tako pač, brez da se hvalim, se mi zdi, da imamo mi tako eno najbolj povezano pa lepo razmerje, ki ga poznam, ki si ga lahko predstavljam, res, jaz sem s tabo ful, tako odprt, vse se zmenjava, nikoli se tako res ne skregava in celo nama se mi zdi, da je bilo tako težko vmes. Ne v novo smislu, da se bo razšla, sam tako, pač težko ti je, ker nimaš časa, tako kot sva rekla, en za drugega, da se uležaš na kavč, pa se objemaš 2 uri, pa pogovarjaš o življenju, ampak pač guraš skupine. In če greš ti, če si tako, ne, če tvoja zveza trpi, pa si tako, deva imeti otroka, da se bova povezala, se mi zdi to tako najslabša ideja na svetu, res. Ja, se mi zdi, da to ljudje ne delajo več, da malo so že bolj zavedni glede tega. Upam, da res je. Da vidimo gor. Kako si delita hišna opravila, to rajš ne bova odgovarjala. Oziroma, a imata zunanjo pomoč, drugače mava, mislim, si plačava, da kdo prije enkrat na mesec čistiti, no, to si privoščava. Ja, to tako, da res čist vse, sproti pa potem mi dva. Pa mava veliko pomoči kar se tam mali tiče, ja, to pa res je. Kako skrbita za vajin odnos? To pa me prav zanima, a ti tako kaj zavestno delaš, da sem jaz, če sem slabše volje, ali pa če sem, ne vem. A je kaj, kar si ti tako rečeš, jaz bom to delala, da bova imela lepšo zvezo? Ne vem, jaz drugače, ne vem, koliko to tebi sicer pomeni, ampak jaz večkrat tebi stvari urejam. V smislu čistih praktičnih stvari, ne? Da ti peram, da ti uredim, ne vem, da ti perilo zlagam. Pa to delam res čistko, pa ne mislim zdaj to, da je, ne vem. Da je to se žensko opravilo. Ja.
pač ni me doma. Ja. Bolj pridem iz dežurstva in je sveža postelina in je, mislim, to meni drugače ful pomeni. Res. Da je nekako, ker pač ob tem, da sem še zdaj pisal, pa nastopil, pa dežuril, pa dejansko najno stanovanje ne bi bilo tako luštno in urejeno, če ne bi ti se to nekako angažirala za to. No? Ja, pa tudi tako, ne vem, da ti kdaj naredim zajtrk, ko priješ iz službe ali pa rečeš, ne vem, prihajam, pa ti začnem, ne vem, naprej peč jajca na oko. To je najboljše. Ja. To je ful, kaj je lepo, če si v zvezi, ko veš, da je medsebojnega spoštovanja toliko, da ni treba skozi biti v glavi vprašanja, a me ta človek izkorišča. A veš, ker če si ti tako malo ogrožen v nekem razmerju in pol tako pomisliš, čak, jaz v bistvu že 2 tedna samo jaz delam zajtrk, a se moram zdaj postaviti zase, pa se skregati. Če imaš neko pristno zvezo, bo vsak sam po sebi prispeval nekaj, oziroma če se zgodi, da nekdo recimo res nič, je pol tle na mestu nek odprt pogovor, ne, ampak tudi kot je meni samo omejeno, da če bo šla ven ali pa kamorkoli, bom jaz nosil pač mino in vreče in iz trgovine in vse na to. Pol recimo, ko prijemeš iz dežurstva, pa si ti preoblekla posta, da bom lahko šel spati. Mislim, tako, take pozornosti. No. Ena stvar, ki se meni zdi, da tudi ful neguje odnos in kar jaz delam, je, da tako, ko pomisliš na neki, ko vidiš na tebi, recimo, te pogledam, pa si mi ful všeč, ali pa vidim, da imaš, ne vem, da dišiš, da nekaj lepega, da to poveš. Da ni tako v glavi, jaz sem vam to krvat, kako je danes lepa, ampak to, kar pač rečeš. In se mi zdi, da to iskrenost v lepem, ne, ker če te kaj zmoti, smo ljudje hitri iskreni, ne. Tako, a si spet pustila tam na kavču tisto, pa a si spet tam nisi pospravil za sabo, ko si jedo zajtrk. To pač takoj poveš, kaj te nekaj zbode, ampak ko pa je tako kaj lepega zapovedati, in to niti ne toliko samo v zvezi. Ker tako misliš, tako, jaz imam ful rad svojo mamo ali pa svojega očeta. Res sem ponosen na svojo mamo, kako je dobra za svojo vnučko, na tak način. Potem pa tako, nam za tega govoril, ko bo ratelj čuden. Veš, kako je lepo, če to rečeš zaresno. In pol tono, da si nekako na ta način iskren. Čemu vse se je treba odreči, če imaš moža zdravnika in pisatelja? Ja, v tej fazi, ko je pač izdal tako knjigo, ko je zdaj uspešnica in ima veliko v bistvu zadožitev tudi v smislu pogovorov pa nekih medijskih izpostavljenosti in to je pač, bi rekla, da na račun časa z družino. Mislim, da je to kar logično. Ja, to je pa zdravnik, pa tudi dežura, pa ima nočne. Meni je to najhuj, kar se tega zdravniška plati tiče, pač da nisi za praznike kdaj doma. No? Kaj tako. Prazniki so res čas, ko so vsi tako veseli, pa družina, pa tako in pol se ti tako, ja, full lover sam, jaz grem zdaj v knjižni center. To je meni najlepeno, no, ampak se mi zdi pa, da tudi vse te stvari moraš gledati, v vsem življenju moraš gledati celostno, ker ljudje hitro gledajo samo negativne plati, pa so tako, ta služba me utruja, pa veliko dežuram, zdaj bom pustil službo. Pa ne pomisliš, ok, sam je pa reden dohodek, socialna varnost, izpopolnjuje me, učim se, boljše ratujem v svoji stroki. Mislim, ne vem, lani sem šel v Lizbono na izobraževanje, pač moraš pogledati celostno, valjda, tudi če pogledaš celostno, lahko ugotoviš, da recimo se ne splača. Ampak recimo ta knjiga, koliko je meni vzela časa in koliko sem bil zdaj utrujen v decembru, vseeno na koncu vem, da sem ful bolj srečen tudi doma in miren in valjda smo vsi srečni na to, kaj se dogaja. In to se mi zdi, da je tudi treba upoštevati, kdaj kdo reče, ta otrok ima 2 zdravnika za starša, zihar je ful bogi, ki jih sploh ne vidi. Meni si glavno vprašanje je to, koliko ta 2 zdravnika starša dejansko vidita svojo službo kot nekaj lepega, kot neko poslanstvo, koliko jo izpopolnjuje. Ne? A prijeta doma zgarana pa izgorela, pa sta slabe volje, ali prijeta domov z nekim občutkom izpopolnjenosti in sreče in sta zaradi tega tudi na drug način prisotna pri otroku. Ker veš, da če si brezposeln, si lahko skozi otrokom, pa jaz mislim, da to najhujši stres, kaj je lahko, a veš, kaj bo prihodnost, kaj, mislim, tako na ta način. Tako da ni vse črno-belo, da pogledaš res celostno na situacijo. No, da je še ti zber. 2 vprašanji se tako malo povezujeta. Kakšni so njeni občutki ob tvojem ubitačnem službenem urniku, pa tisto resnično brez filtra? Ok, to me veseli, da boš in kako se Ester počuti, ko je cele dneve in noči sama z otročkom?
ja, ta dežurstva so ubitačna, res so. V smislu tudi ne samo po noči, ampak to pride skupaj še z dan prej, a ne cel dan in potem celo noč in potem še tisto dopoldne. To je naporno, no, saj nimam drugega da povedati. Sploh ob otroku, ki še ne spi tako, kot bi hotel, oziroma kot bi si želel, da bi si tudi njima spočil, in v tem času res veliko pomeni ta podpora in varstvo, ki ga lahko dobiva za mino, oziroma pomoč, ali pa tudi samo družba. Ne? To je zelo, da nisi skozi sam z otrokom, da greš malo tudi ven, da pride kdo na obisk, da ti kam greš. To se mi zdi tako nekako najpomembnejše, da razbijaš tisto rutino, da si samo doma in samo čakaš, da bo v bistvu partner nazaj prišel domov iz službe, kjer je toliko časa prisoten. Pač pride utrujen. Mene je tudi ful težje dežurati, odkar imava mino. Večer prej grem jaz spat, ti z njo celo noč, ampak pač vseeno, če se ona razburča, ona kriči, ta stanovanje je malo, me zbudi, pol ne morem zaspati, me skrbi za vaju. Pridem v 28-urno izmeno že utrujen, delam. In ko pridem domov, bi rad to samo spati in imam tak beden občutek, a veš, ok, noč nisem bil z mino, že 2 dni, a me sploh bo še poznala, jaz bi bil zdaj z njo, a grem spat, a počakam do večera, čez 2 dni sem spet dežuren, pač res je težko, res. In zato pač tudi razumem, da obstaja prav pravno definirana pravica, da ti do 3. leta otroka ne dežuraš. In sem kar mal jezen na svojo preteklost, preteklega sebe, da sem se pustil nekako prepričati, da bom to vseeno počel. In ti povem, da že nikoli nisem imel toliko nizkega spoštovanja tudi do svoje službe, kot v trenutku, ko sem se začel tudi utikati, veš, v te moje pravice, v smislu, da ne smeš koristiti tega, če si v kliničnem centru zaposlen. To se mi zdi toliko neumno. Jaz bom dežural še 20 let, veš. A zdaj, če 1 let sem raje z družino, kot da tam spuščam dušo, je pa to taka razlika. To je res ful grdo, no. In to niti ne samo očetje, mogoče tudi mame, ali pa predvsem mame, tudi doživljajo v službi ta pritisk, v smislu, kaj sej, otrok bo že 4-krat na mesec lahko sam, zakaj ne boš ti zdaj tle dežurala kot prava zdravnica. Je pač zato, ker so v življenju tudi ene stvari, ki so pomembne in lepe in ne vem, zakaj bi mogli biti skozi samo toliko težko. Tako da, ko pride drug otrok, bo nas spet ni. Spet nič ne oznanjava. Ampak če pride kdaj, bom jaz se malo bolj postavil zase. No, to sem se že odločil, ker to, kar si rekla, ti si sama z njo celo popoldne, celo noč in pol cel dan in še eno noč in jaz pridem domov gotov. Ja, ker ne gre konec koncev samo za tista, ne vem, 4-5 dežurstva, ki ti jih dobiš, ne? Ampak za vse te dneve še okrog, ki si ti ali utrujen, ali se moraš spočiti zato, da boš funkcioniral. Ja, veš, tako da je to pol na koncu nanese skoraj pol meseca. Pa pri nas na infekcijski pač niso to 3 dežurstva na mesec, to so 5 dežurstv, več kot 1 na teden, veš. Jaz recimo sploh se še ne spočiješ, pa imaš že drugo dežurstvo in pol recimo imaš 4 dni in je že 3, to je res je težko, no, in se tudi vidi pač ta pritisk razpada primarnega zdravstva tudi pri nas in mi delamo ful več in težje je, kot recimo, ko sem jaz prišel na kliniko pred 4 leti. In zdaj v tem mislim, ne vem, mogli se bo nekaj spremeniti, no, ker te obremenitve so res zmeri hujše. Ampak recimo, če zdaj malo obrneva, nekaj sem se spomnil med tem, ko sem se to pogovarjala, pa se prej nisem, ko bi pasal na vprašanje o skupni meditaciji. Jaz sem teb enkrat, ko si imela tudi te hude stiske, ne vem, z mino ali si začela službo, sem ti predstavil eno meditacijo, ki je meni ful všeč in to je meditacija z goro. A bi malo delila to izkušnjo? To sva enkrat na kavču, ja, sva rekla, greva meditirati, si ti rekel, imam eno fino novo meditacijo, ki jo lahko skupaj narediva. V bistvu si vizualiziraš, da si ti gora in da si ti v bistvu ena velika mogočna stvar, ki v bistvu kljubuje vsem zunanjim vplivom, vetru, ne vem, recimo, če je zraven morje, ptiči, živali razne. In da pač ta gora preživi vse to, ne? Nevihte, vreme, bla, bla, bla. Ja, no, in to si pač ti vizualiziraš in je taka fajn, recimo, instantna nekako pomiritev, oziroma kar nekako se opolnomočiš. To sva s posnetkom delala, ne? Ja. Ker drugače bi bilo težko. V bistvu en posnetek te vodi čez to. Jaz v slovenščini ga ne poznam, no, oziroma sem rekel, da ga bom enkrat naredil. Je pa en super drugače tudi ta mountain meditation se lahko narediti. Ampak poanta je to, kar si rekla, ja, da se poistovetiš ne samo s tistim površino gore, kjer je ful premikanja in kjer
žubori in kdaj je slabo vreme, kdaj je lepo vreme, kdaj se kaj podre, kdaj ne. Ampak s tistim notranjim mirom gore, ki ga ne more pretresti nič, tudi če so strele, tudi če je veter, tudi če je dež, tudi če nekdo pride pa reče, ta gora zgleda ful grdo, je znotraj mirna in to tišino in mir skušaš ozavestiti, ja, in pol, ne glede na to, kaj se tebi dogaja okoli, to se mi zdi, da je tebi pomagalo predvsem v teh nočeh, ko je kričanje, odrivanje. Ja, tako, ja. Ko so kakšne težke zadeve z mino, se mi zdi, da se nekako res mi to pomaga, no, da si predstavljam to gora, kar se zgodi, kar od zunaj pride, mi ne bo pač strl tega notranje moči. Ja, v bistvu je poanta oziroma cilj te meditacije, ko vam je ful priporočam, da jo probate, da ozavestiš, da imaš nek notranji mir, ki lahko ostane miren, ne glede na okolico. Lahko, dejansko, ne? Ker ti kdaj rečeš, jaz ne morem več, tle vse se podira okoli mene, itak da bom znoril, vsak bi znoril. Lahko, sej razumljivo, vsi imamo kdaj take trenutke, ampak lahko pa tudi ostaneš miren, ker ta notranji mir tega ti težko kdo odvzame. Če dava tako najbolj ekstremen primer, res ekstremen, Viktor Frankl, v bistvu avtor logoterapije, NVE, psihoterapije, je bil zaprt v koncentracijskem taborišču, on je bil žit, ne, med vojno. In on je v bistvu to logoterapijo razvil, kjer je nekako zagovarjal, da tudi v tem okolju, si predstavljaš žid v koncentracijskem taborišču, ker ti lahko vzamejo hrano, lahko ti vse vzamejo, ampak tvoje notranje dojemanje situacije ne morejo. Tako da se mi zdi to taka dobra stvar, da sva še omenila, da ne bova tle sam traumirala glede dežurstva. Ker spet, stvar moš gledati polno, ne. Tudi dežurstva pač dajo neke nadure, neko boljšo plačo, po drugi strani pa tudi nas je malo, obremenitve so hude in jaz imam občutek v sebi, da prispevam malo reševanje krize in pač pomagam ljudem, ki mogoče drugače ne bi prišli do zdravnika, s tem, ko dežuram, kljub temu, da imam družino. Malo se bliža 1 uri, tako da malo gledam, kaj bi še lahko rekla, recimo, tale, ne, za Ester. Kaj ti je na Davidu najbolj všeč? Tega moram zbrati, ne. Ja, tako, če povem tako res celostno, bi rekla tvoja inteligenca, tvoj smisel za humor, tvoja ekstrovertiranost. A to ti je tako ful všeč? Ja. Da jaz naročim pice po telefonu. Ja, recimo. No, lepo, hvala. Mene tudi na tebi, če bi jaz odgovoril, bi rekel, da to, da si pametna, pa da si duhovita, to je kar tako ključno za vsakdanje življenje. Pa tako, ne vem, tako si ljubka, to je ena taka beseda, ki se mi pojavlja pri tebi, upam, da bo Tamara to podedovala, no. Da kdaj tako rečeš, ja pa dej, no, ker tukaj si cute, v glavnem, no, to. Eno vprašanje je še tle, ki sva gibala pri meditaciji, pa to, kako si mi pomagala v času nespečnosti in anksioznosti? V bistvu, kako si, mogoče še bolj vprašanje date, kako si ti to doživljala, pa kako si se s tem, ker si mi pač, res si mi ful pomagala. Ja, takrat sicer še nisva skupaj živela, tako da ni bilo to zdaj vsakodnevno, ne? Skorno, so se veliko videla. Ja, sva se. Ja, mislim, to je bilo neka prva taka večja težava, ki si jo ti imel v svojem... V bistvu res je, kaj tako rečeš. Sem bil vedno tako ful samozavesten, pa prepričan, da mi vse gre, pa me je to podrl, res. Tako da malo me je prizadel, ne, ampak sem pa nekako, ko sem videla, v katero smer ti to rešuješ, ko si se posvečal raznim tem tehnikam sproščanja potem, pa ko si bral veliko čuječnosti o meditaciji, sem pač vedela, da boš ti to rešil, da boš, mislim, da boš preguril, no. In tudi pol si s temi svojimi znanji tudi meni pomagal, ker sem tudi imela potem to. Da je bilo dejansko nek pozitiven tudi izhod iz tega. Ja, meni se je drugače dojemanje spanca, mislim, takrat si mi res ful, jaz ne vem, kako bi to sam uspel, ampak najbolj se mi je dojemanje spanca prvič spremenil, ko sem začel dežurati, pa drugič zdaj z otrokom. Ker prej imaš tako kao, ok, zdaj moram iti spat ob 22:15 najkasnej, če ne bo manj kot 8:00 ur, in pa bo to, tako delaš si neke zgodbe v glavi, pa nekako dojameš
ko te life tako udar s polno močjo. Da spiš pač, ko si utrujen in če boš daj manj, boš pa drugič več in nekako ne smeš katastrofirati. Ti mi to velikrat poveš, ko jaz prijem iz dežurstva, pa sem tako, zdaj sam še 2 uri, pa prijem mina, ne vem, iz vrtca, moram spati, zdaj takoj, pa ti rečeš tako, nehi zdaj sploh, pač nehi toliko planov delati, pa tako razmišljati, ker v bistvu nima veze, ne. To računanje ur, to je meni najko, jaz sem, to še zdaj delam, pa pač probam ne, tudi po noč, ne vem, če 2 uri, bo 1 ura, da poliš 2 uri. Bolj kot to spanje jemlješ tam kot neko stvar, ki pride in gre in kdaj pride lažje, drugič težji, lažje spati, se mi zdi. Ja, in tudi psihološko ti je lažje to preživljati, recimo, če si toliko neprespan, pa potem ti samo računaš, ne vem, jutri moram vstati za službo ob, ne vem, 6, zdaj imam samo 6 ur, da spim, pa popoldne, če grem za 1 uro, pa bo to skupaj 7 ur, pa je še zmeraj 1 ura premalo, kje bom dobil to uro, ne, sploh nima. Moraš kar neko računico narediti. Ja, ni to na koncu taka računica, ne. Ja, pa, veš, tako kdaj, jaz sem enkrat šel ful se bil neprespan in naslednji dan sem šel na koncert Iron Maiden, tako čist neprespan in cel dan, pa sem prišel domov spet ob 2 po noči in sem dojel, da sploh nisem bil tako gotov čez dan, ker me je toliko veselilo to. A veš, in da je tudi pogled na to je drugačen, če vstaneš ob 4, da greš na morje, boš drugače utrujen, kot če slabo spiš in greš v službo, ne, valjda. Ne vem, mislim, sej se mi zdi, mi dva, kar se spanca tiče, sva zdaj kar v slabi koži, v smislu dežurstva in otroka, ampak vedno si lahko rečeš, prihajajo lepši časi. Ja, in tudi lahko na kratek rok to rečeš, ne vem, imaš naporen teden, rečeš, prihajajo lepši časi, prihaja vikend, ne, recimo ti ne delaš, danes nisi delal, jutri sicer delaš, ampak sva rekla, v soboto imamo zase, bomo se lahko vsi naspali in je bilo tudi to nekako taka odrešitev, no. Ja, ker to je fajn tega, da imaš res povezano družino funkcionalno, da veš, da v osnovi ne smo zdravi in se imamo radi in pa pač pridejo neki težki časi, ne, se spomnim tedna, ker sem bil 2krat dežuren, pa je bila Mina bolna in pa se ti zbolela in sploh ne veš, kaj bi naredil in si takrat sam rečeš, ok, zdaj je težko, potem bo pa spet lažje, ne, ker v osnovi smo ful povezani in se imamo radi in se moraš vrniti tukaj ta gora, ne, v neko resnico, ki je znotraj, v to, da veš, da zunaj je neurje, pa po tvoji pač po gori se valijo neki kamni, pa vse izgleda grozno, ampak noter je nek mir, v katerega se vedno potem vrne. Ne. Ja. In tudi, ko enkrat daš te težke, recimo, čase mim, ne vem, da smo vsi bolni, pa Mina dolg časa ni zdrava, pa dolg časa ne spi dober, se mi zdi, da pol, ko prideš enkrat ven iz tega, si lahko za vsako težko stvar rečeš, to smo preživeli, in je bilo na koncu vse v redu, oziroma smo prišli čez in tudi zdaj bomo. In tudi neke te afirmacije oziroma mantre, ki si jih lahko ponavljaš po noči, ne vem. Je težka noč, ampak vsi smo zdravi. A ne? Imamo dom, toplo nam je. Od moj otrok je prestrašen, ampak sem tu za njega. Tako. V naročju se umiri, ker se počuti varno, na ta način. Ne? Ja. Neke take splošne zadeve, ki so ti samoumevne, ampak takrat ti pa ful pomagajo. To je res, in tudi, spomnim se, ko je bila ta mala stara, ne vem, 3 tedne, prvo spomnim se, sva v tej kuhinji sva stala in jaz sem jo gledal in kako je lepa in to in ti smo prišla zraven in smo jo tako malo božala in pa si ti rekla, kaj bova naredila, ko bo Buhtor zbolel. Prav to si rekla. In sem si jaz tako mislil, ok, to bo absolutno nevzdržno. Pač tega ne bova preživela. Kako je lahko tam na en malo bitjica, ki je tle zdravo, pa mene vse en tok skrbi, pa vse en ne spi, ne. Kako bo pol, ko bo zbolela, pa bo pač imela vročino, pa bo mogoče bruhala, pa bo mogoče slabše spala. In to, kar si rekla, pa daš to čez in si spet sam sebi dokažeš, da vse zmoreš in da bo na koncu vse v redu. Te mantre in afirmacije pa se mi zdi, da je tako sploh nek life hack za starše, ki mora biti. Ker najhuje, da sam po noč govoriš, nikoli ne bo spala, najslabše spi od vseh dojenčkov, jaz sem tako utrujen, pa tisti, čez 2 uri bi mogel spati, spodaj not prinesem, pa pol še 8 ur plus 2 uri, zdaj to. Ja, to te pa neko črno brezno potegne, brez veze, mislim, ki si lahko nekako prekineš ta tok misli. Ja, mislim, si ga moraš, ne. Ja. Če si ti sam doma, pa nekaj traumiraš, pa si jezen, pa lahko tam brcaš v pohištvo, je drugače, kot če je ob tebi en otroček, ki te potrebuje, konec koncev, njegovo dojemanje sveta je zelo odvisno od tebe, a bo ta svet okoli njega za njega varen in miren, ali bo to svet, kjer je ta človek, ki mu vse pomeni in ki za njega skrbi, živčen, joka, dere se, konec koncev, bog ne ga udar, a veš tako, ti si tam zato, in to je meni pomagano, ker
mogoče to kontraintuitivno, ko se rodi otrok, pa kar naenkrat nisi več ti glaven, veš, zdaj je on glaven, da se počuti v redu in to. Ampak to je nekako razbremenjujoče na koncu, da se pač manj, ko se ukvarjaš samo s sabo, pa več, ko pomagaš drugim, lepši je life. In to ti otrok nekako ponudi. Za zaključno misel vam predstavljam Ester Zupančič. Izvoli. 1 uro se že pogovarjam. Ja, wear sunscreen and floss. SPF in nitke, pravi moja žena. 1 uro je šlo kar lepo mimo, meni je fulaver, ker sem dobil mesto občutek, da si se zelo sprostila. A si gora. Tako, mogoče še kdaj, ki tazga ponoviva, vprašanje pa ostalo veliko, ampak veliko je bilo podobnih. No. Se mi zdi, da, ko sem rekel, da bi se mi da pogovarjala, je vse je zanimalo pač prvič, kako živiva ob dojenčku in službah, kako preživljate dežurstva, kako pač lahko, malo nekako v teh naporih, no, ker očitno navzven zgleda, da imamo ful naporno življenje. Čeprav ni, mislim, je naporno, ampak to, se veš, to ta v prvi epizodi, ko sem bil zžigatom, pa o pozitivnem stresu govoril. To so tako, pač neke sladke brige, ne. Tako, knjigo ful ljudi bere, pa imam jaz dogodke zaradi tega. Veš, tako, pa eno čudovito punčko imam in zaradi tega mi moram posvečati čas. Mislim, sej te utrud, sam je lepo v resnici. Ne? Ja, v resnici je to nekaj, kar si želiš, ne, v življenju. Tako, ja. Naporno je, ampak brez tega imaš pa manj od življenja, no? Oziroma, če si to želiš, je to nekako izpopolnitev. Ja, to je res, ja. Boljše vprašanje kot, a je moje življenje dovolj lahko, je moje življenje tako, kot si ga želim. Sej, moraš paziti na se. In jaz sem z novim letom tudi začel malo počasnevati, ampak konec koncev, ja, lepe stvari so ponavadi pač tudi težke. Ali za dosežiti, ali za vzdrževati, se pa pol tudi splača, no, vse tako. Meni je pač sploh mnogo lažje to, da imam ta družinsko življenje, no, in da imam tebe in da imam te malo na koncu, je tisto, kar mi pomaga pri vsem. Tako da ja, imaš še ti kakšno vprašanje? Ne. Je pa hvala ti, no, da si se opogumila. Ja, hvala za to prijetno vodenje pogovora. Ja, glej, se veš, mislim, da je to 11. Podcast. Meni je to ful fajn, da bi jih še več posnel, sam si veš. Cajt pa to, ne. Srečno 2023 vsem iz najinih vseče, od naju, iz najine strani. Od naju, zdaj srečno. In mine, ja. Kaj? In mine. Ja, in mine od nas treh, ki ste jo mogoče vmes kaj slišali zadnji, če ste zelo dobro poslušali, ker je sicer zdaj v domeni babice danes popoldne, ampak ste šli mimo. Srečno vsem in upam, da tisti, ki ste si dali kakšne resolucije, da se vam izpolnijo v najlepšem možnem, najlepši možni verziji, pa da boste jih prav dirjali, jih prav počasnevali, se mazali s kremo, se nitkali, pa da boste še naprej poslušali nas, ne? Hvala, Ester. Hvala, David. Lepa si. Hvala. Enako. Wow, hvala, da bo počasi zaprla ta posnetek. Vsi poslušalci, hvala vam za pozornost, imejte krasen preostanek dneva in se slišimo spet, če ne prej naslednji mesec. Čau.